Naj predstavim ministra za zdravje Doren Marušič in njegova svetovalka za primarno raven Tonka Poplas-Sušič. Današnja tema novinarske konference so referenčne ambulante. Besedo pa kar predajam ministru za zdravje. Lepo pozdravljeni. Tako kot so me naučili, mislim, da smo še v terminskem roku. Naj vas zaželim obilo zdravja ter osebnega zadovoljstva in sreče. Upam, da bo leto 2011 prineslo še dodatno zdravje vsem državljankam in državljanom v Sloveniji. Ko sem stopil noter, se vprašal, kaj bo še rekel, bomo najavili nadgrajevanje sistema oziroma reformo. No, ampak danes se srečujemo z pomembnim korakom v slovenskem zdravstvenem prostoru, z udejanjenjem obljub, da bomo aktivno promovirali primarno raven in predstavili vam bomo novost v slovenskem zdravstvenem prostoru, gre za referenčne ambulante. No, ampak naj z vami nekako radostno povem, da je ob zaključku preteklega leta ministrstvo izdalo kazalnike kakovosti, priročnik o kazalnikih kakovosti, gre za 77 kazalnikov kakovosti. Slovenija se uvršča zanesljivo v vrh svetovnih zdravstvenih sistemov s temi kazalniki, ki smo jih že z aneksom 2 umestili v sistem dogovarjanja in izvajalci bodo v letu 2011 zavezani k spremljanju določenega nabora kazalnikov kakovosti. Razvoj, spremljanje teh kazalnikov, objava bomo pa sledili v naslednjih mesecih. Referenčne ambulante gre za, kot pravijo predstavniki primarne ravni, za posluh ministra k njihovim stremenjem, da uvajajo integralno obravnavo bolnikov na primarni ravni, da aktivneje uvajajo kakovost in varnost v zdravstvenem sistemu, da povečujejo stroškovno učinkovitost, da izmenjujejo kompetence, aktivnosti obravnave bolnikov skupaj z ostalimi sodelavci v timu, torej predvsem medicinskimi, torej diplomirani srednji medicinskimi sestrami, ter nenazadnje uvajajo prepotrebno večjo pozornost preventivi v okviru svojega delovanja. Kot minister sem se odločil 1. decembra in sem imenoval projektni svet, imam samo častno funkcijo predsednikovanja projektu referenčnih ambulant, vodi ga pa moja svetovalka za primarno raven, dr. Tonka Poplas, ki bo vsebino referenčnih ambulant zelo kompetentno in upam celovito predstavila, tako da je kar predajam besedo. Hvala lepa, gospod minister. Lepo pozdravljam tudi v mojem imenu, glede na to, da prihajam z primarnega zdravstva, tudi želim, da bi bili v celotnem letu zdravi, predvsem pa v tem obdobju ne bi dobili gripe, zaradi česar se ljudje trenutno pa že množično oglašajo v naših ambulantah. Jaz želim predvsem predstaviti, zakaj so referenčne ambulante nastale, v čem se razlikuje način pa organizacija dela in pravzaprav kaj želimo s tem doseči. V tem trenutku se seveda vračam 2-3 desetletja nazaj, kar pomeni, da v zadnjih 20-30 letih se načrtno in sistematsko nihče ni ukvarjal s primarnim zdravstvenim varstvom kot sistemom, kot načinom funkcioniranja, do prihoda ekipe tega ministra, ki je pravzaprav omogočil, da so vsi predlogi v tem obdobju, skratka konkretno v letošnjem letu, zaživeli. Ločeno od tega se je pa stroka, področje družinske medicine intenzivno razvijalo in v tem obdobju smo dosegli pomembno članstvo in sodelovanje v vseh priznanih evropskih inštitucijah. Ravno zaradi tega, ker je stroka kot taka napredovala, je pravzaprav tudi prenos zdravljenja, prenos določenih dejavnosti začel prihajati sekundarne na primarno raven. Hkrati je stroka sama kot taka zahtevala večjo zahtevnost in hkrati bolniki. Istočasno se žal soočamo s padanjem zanimanja za področje družinske medicine in pa s tem seveda naraščanjem glavarine na osebnega zdravnika. Zato je treba nekaj narediti. In možnost, da nekaj spremenimo, da izboljšamo, nadgradimo zdajšnji način funkcioniranja ambulantov referenčne ambulante. Kaj to so?
to je bilo do zdaj zelo pogosto vprašanje. To so pravzaprav ambulante, v katerih že zdaj delamo zdravniki družinske medicine, ampak svoj način dela, vsebino dela bomo pa nadgradili, in sicer na tak način, da se bojo kronični bolniki začeli voditi v skladu s protokoli. Hkrati bojo nastajali registri kroničnih bolnikov, poudarek bo na preventivi. Skratka, širša, bolj celovita preventiva. Do tega trenutka smo se bolj načrtno ukvarjali samo s srčno-žilno ogroženostjo. Zdaj bomo to dejavnost razširili na ostala kronična obolenja, ki predstavljajo v kasnejšem obdobju enega poglavitnih razlogov za obolevnost in tudi smrtnost. Poudarek bo na doseganju kazalnikov kakovosti, na upravljanje čim več posegov in tudi, kar je gospod minister že omenil, prvič prihaja v družinske ambulante diplomirana medicinska sestra. Do zdaj je predstavljala del ekipe ena sama srednja medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra prihaja z referenčnimi ambulantami in sicer z namenom, da v skladu s svojimi pristojnostmi prevzame določen del dela. Tole je zelo nakratko, kako zgleda protokol vodenja bolnikov, in če boste videli ta levi del, to so postopki, ki so vezani na diplomirano medicinsko sestro. Diplomirana medicinska sestra bo obravnavala stabilne, urejene kronične bolnike in pa presejalne programe za preventivna področja. Ta drugi del seveda ostane zdravniku, ki se bo ukvarjal z področji kompliciranih kroničnih obolenj, z akutnimi obolenji in pa seveda s tistimi bolniki, ki bodo v presejanju preventivnih programov pokazali določeno stopnjo rizičnosti in rabijo imeti obdelavo pri zdravniku. Skratka, še enkrat, medicinska diplomirana sestra bo načrtovano in aktivno pristopala k preventivnim dejavnostim in k vodenju stabilnih, urejenih kroničnih bolnikov. Zakaj pa referenčne ambulante? Pravzaprav vedno, ko uvajamo novost, ko uvajamo nadgradnjo, je izjemno težko predvideti, kaj se bo zgodilo. Zaradi tega so ti modeli, te referenčne ambulante pravzaprav naravnane ciljano, in sicer, da bojo tekom razvoja, tekom mesecev, mogoče tudi tekom let pokazale, kakšna naj bo bodoča ambulanta zdravnika družinske medicine na 4 področjih, in sicer na področju vsebine dela, na področju organizacije dela, kakšna naj bo kadrovska strategija v teh ambulantah in kakšen naj bo model plačevanja. Samo slikovito in nakratko predstavljam razliko med zdajšnjo ambulanto na vaši levi strani in oceno, kako naj izgleda organizacija referenčne ambulante. Če zdaj le vidimo, recimo delež preventive predstavlja en majhen obseg našega dela, vse ostalo obravnavamo bolnike, kot zbolevajo in kot prihajajo mešano akutne in kronične. Ta organizacija dela bo v referenčnih ambulantah nadgrajena na tak način, da bo absolutno večji delež namenjen preventivne dejavnosti, da bo predvidoma okrog 25% dela prevzela diplomirana medicinska sestra na področju stabilnih kroničnih obolenj in na področju preventive, da približno en tak odstotek ostane zdravniku časa za akutno obolele in približno enak odstotek za tiste kronične bolnike, ki pa potrebujejo zdravnikovo ukrepanje. S tem želimo doseči pravzaprav sledeči cilj, da bo primar obravnaval bolnike kadrovsko, vsebinsko in finančno ustrezno, da bo povečana kakovost in stroškovna učinkovitost in ne nazadnje ni nepomembno, da bojo zadovoljni bolniki in da bo zadovoljen tudi kader. In še zelo nakratko terminski načrt. Zdajle v mesecu januarju so vsi zdravniki že dobili vprašalnik, ki ga morajo oceniti, preden da postanejo kandidati za referenčne ambulante. To pomeni, gre za zdravnike, ki bojo najboljši na tem področju, tako na področju organizacije, vsebine, informatike, varovanja podatkov, spremljanja smernic in tako naprej. Pripravljajo se protokoli oziroma moduli za nadgradnjo izobraževanj diplomirane medicinske sestre, ki bojo končani v marcu.
Protokoli obravnav kroničnih bolnikov 4-5 je popolnoma dokončanih, bojo tudi objavljeni na spletni strani referenčnih ambulant. Ti protokoli se še sproti dopolnjujejo, približno 80% vseh kroničnih obolenj bomo pokrivali s temi protokoli, skratka večino našega dela. Hkrati bojo nastajali registri kroničnih bolnikov, kar je posebej pomembno za nadaljnjo organizacijo in planiranje dela, in sprotno validiranje teh referenčnih ambulant se predvideva na 3 do 6 mesecev, reagiranje na morebitne izboljšave in seveda spremljanje poteka dela. Toliko, hvala lepa za pozornost in seveda, če bo še kako vprašanje. Ja, morda pri tej ekscelentni predstavitvi, kdaj bodo državljani prvič začutili spremembe, takrat, ko bodo referenčne ambulante delovala v lokalnih okoljih, državljani v Sloveniji pa takrat, ko bo celotna mreža začela delovati. Je pa za enega od korakov v integralno obravnavo oziroma povečevanje dostopnosti. Če bi pokazali ali pa se obudite v spomin, da novo razdelitev bolnikov v ambulanti splošnega zdravnika, družinske medicine, za pomočjo diplomirane medicinske sestre bo imel nekoliko več časa na razpolago za kronične bolnike oziroma tudi akutno bolele, tako da pričakujemo, da bi se na ta način lahko tudi zmanjšalo napotovanje na sekundarno raven, oziroma da bi se sekundarna raven razbremenila in bi bila na razpolago za večjo dostopnost za specialistične preglede, kar bi ob ukrepu, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje v letošnjem letu plačeval 10% do 10% nad načrtovanjem obsegov storitev na specialistični ambulantni ravni, predvidevam, da bi se lahko v letošnjem letu, v letu 2011, dodatno skrajšala čakalna doba oziroma skrajšale čakalne vrste oziroma sezname čakajočih na specialistične ambulantne dejavnosti. Za koliko upajmo, da smo bili v ocenah dobri in natančni in da bi se lahko skupaj z pravilnikom ta dostopnost pomembno izboljšala v vseh okoljih. Morda še ponovno izpostavim, v letu 2011 je za ta program oziroma za teh 40 ambulant namenjenih 2,2 milijona dodatnih sredstev, kar skupaj z ostalimi širitvami zaokroži okrog 5 milijonov dodatnih sredstev za primarno raven v letu 2011. Ali 40 ambulant dovolj ali ne, tu sem absolutno sledil stroki, njihovi napovedi, da to bi moralo zadoščati za pokritost slovenskega prostora. Seveda kot minister bom stremel za tem in želel, da dosežemo regionalno pokritost in da bo ta oblika dela dostopna ali dosegljiva vsem okoljem v slovenskem prostoru. Če smo se pri številki zmotili, sem stroki že napovedal, da jih bomo nagradili pa z dodatnimi programi v letu 2011 ali 2012, ukolikor ta številka ni bila primerna oziroma se bo izkazalo, da več specialističnih ambulant izpolnjuje potreben kriterij, da vstopijo v družino tako imenovanih referenčnih ambulant. V vsakem primeru pa gre za pomemben projekt, ne boste našli primerljivega ali enakega v svetovnem prostoru, zanesljivo orjemo ledino, zato tudi projektni svet, ki bo bdel nad aktivnostmi teh referenčnih ambulant in na 3 oziroma 6 mesecev sporočal tudi, kaj so dosežki v teh ambulantah. Skupaj z učnimi ambulantami, skupaj z prvo širitvijo menim, da pomembno promoviramo primarno raven, skupaj z integralno obravnavo kroničnih bolnikov in preventivo in na nek način razbremenjujemo sekundarno raven, da bi se lahko bolj aktivno ukvarjali z bolniki v specialistični ambulanti in povečali dostopnost ali skrajšali nekatere nedopustno dolge čakalne dobe. Seveda, vseh problemov pa ne moremo rešiti tako hitro. Pravi rezultati po moje bodo šele nekje ob letu, torej v letu 2012 bomo lahko ocenili, kaj so bili vsi cilji, ki smo si jih zastavili, tudi doseženi.